izbrani verniki, lučjo in močjo svojega Kristusa, požarjeni sestre in bratje, veselimo se Gospodu, ko smo zbrani v velikonočnem bogoslužju, ki sredi med nami ponavzočuje osrednji dogodek človeške zgodovine in naše vere. Skrivnost Kristusovega vstajanja, ki se je uresničila v Jeruzalemu. In je to dogodek, s katerim se začenja novo obdobje človeške zgodovine, ki svet in človeštvo nezadržno vodi, ne v neznano, ne v temo in nič, ampak novemu nebo in novi zemlji naproti, ker prebiva pravičnost, kakor nas uči Sveto pismo. In dogodek Kristusovega vstajanja je na začetku tega svetovnega dogajanja. Zato je to zanimivo tako pomembno za vse čase, tudi za naš čas, v katerem smo tudi priče soočenju med svetlobo in temo, med grehom in krepostjo, med dobrim in zlim. Ko vsak dan slišimo, da še marsikje po svetu gospodari Božje, da je toliko trpljenja, krivic, nasilja in vseh mogočih tegob, ko so na poti begunci, ko je toliko žalostnih vojn in trpečih tudi sredi med nami, zato smo še posebej potrebni ravno tega temeljnega oznanila, da to ni zadnja postaja, ampak da je zadnja postaja luč, odrešenje, Jezus Kristus, njegov evangelij, novo nebo in nova zemlja, kateri se bližamo in se nas že uresničuje, koliko smo v teh dneh postnega časa in velikega tedna in velikonočnega tridnevja resnično odprli vrata Jezusu Kristusu in stopili v luč njegovega trpljenja, smrti in vstajanja. Že se noči smo začeli obhajati velikonočni praznik, slave noči, ko smo blagoslovili velikonočno svečo, ki pred nami simbolizira, predstavlja starega Kristusa. Njega, kateremu se živi, kateremu živimo tudi mi, njegovi so časi in vekovi, on je alfa in omega. To niso samo lepe in bolneče besede, to je dejstvo, to so dogajanja na našem svetu in hvala Bogu, da se to uresničuje tudi sredi med nami. Posod tam, kjer se dogaja tisto, kar smo ti se noči uresničili, ko smo obnovili obljube Svetega Krsta. Pomeni, da smo tudi mi že prešli preko krstne vode, kakor nekoč starozavezno Božje ljudstvo preko Rdečega morja, in smo prešli iz dežele sužnosti, iz teme greha v luč in novo življenje Božjega kraljestva. Smo postali kristjani, ljubljeni otroci nebeškega očeta, učenci Jezusa Kristusa, ki velja njegovo vabilo, vi pa ste luč, tako ne sveti vaša luč, da bodo videli vaša dobra dela in slavili očeta, ki je v nebesi. Zato smo obnavljali obljube Svetega Krsta. Verujem, Gospod, to da pomagaj moji neveri, to da trdo želim delati dobro, se varovati hudega in to tudi uresničevati tam, kamor me pošiljaš v svojem življenjskem okolju. Danes smo slišali v velikonočnem evangeliju, da je Jezus sam naročil ženam, naj sporočijo apostolom, pojdite v Galilejo, tam ga boste srečali. Kaj to pomeni? Apostoli so bili doma v Galileji, tam so tudi upravljali svojo službo, bili so ribiči na Galilejskem jezeru. In, to se pravi, vrnite se nazaj v svoje življenje in se tam srečujte z Jezusom Kristusom in tam uresničujte in gradite njegovo kraljestvo. Tudi mi smo to nakazali z velikonočno procesijo, da nismo kristjani samo v Novem Zavetu naše stolnice, ampak tudi, ko gremo ven, ko gremo v vsakdanjo realno življenje,
ki nas sprejema kot dobri pastir in usmerjanje Samarijan v znameniti priliki, ki tako čudovito ponazarja življenje in delo ne samo Jezusa Kristusa, ampak tudi njegovega oče. Pomeni, pohajati veliko noč, pomeni stopiti na pot Jezusa Kristusa, ki nas se vabi, pridite k meni, učite se od meni, zgled se vam dal, da boste tudi vi tako delali. Zato smo zdaj zbrani v velikonočnem bogoslužju, ker nam Jezus pogrinja bogato mizo Božje besede, prvo verilo, drugo verilo, evangelij. Tu smo srečali zglede, pričevalce Jezusovega vstajenja. Prvi med njimi apostol Peter, iz mesa in kosti, kako mi. Zdaj vemo, da se tudi ni doveka izkazal na veliki četrtek, ko je sramotno zatajal svojega Gospoda. Toda isti Peter se je pobral in potem tako čudovito izpovedal: Gospod, ti se veš, da te ljubim. Kaj veliko noč pomeni, in mi stopimo na to pot. Gospod, ti se veš. Peter je potem to tudi izpovedal pred svojimi rojaki in je lahko očital, da so umorili učitelja Jezusa Kristusa. Toda, pravi, zdaj pa je čas, da se spreobrnete, da začnete nov pot življenja in da poslušate našem naznanilo, ker smo se mi osebno srečali z Jezusom Kristusom. Kako? Po vstajenju smo z njim jedli in pili. Pravi, zelo konkretno. Zdaj vemo, kaj se je dogajalo ob Genezaretskem jezeru, ob teh imenitnih srečanjih s Kristusom starim Gospodom. Najbolj takrat, ko jim je naročil, sedaj pa vi pojdite in oznanjate evangelij vsem stvarstvom. To naročilo, to zagotovilo se uresničuje že 2000 let in se bo uresničevalo do Jezusovega drugega prihoda. Danes smo tukaj verilo srečali drugo pričo Kristusovega vstajenja, to je apostol Pavel, ki tudi ni bil 100%. Puhal je sovraštvo do Jezusovih učencev, kjer je mislil, da niso zvesti stari zavezi, za katero je on borel, in zato je Jezusov učence najprej preganjal. Potreben je bil poseben intervent, srečanje s Kristusom starim Gospodom. Kdo si? Jaz sem Kristus, ki ti preganjaš. Kaj mi je storiti? Pojdi k mojim učencem in ti bodo povedali. In so mu povedali. Tako da je to tako prevzelo, da je potem izpovedal: ničesar me ne bo ločil od ljubezni Božje, ki se mi je rodila v Jezusu Kristusu. Kaj je to veliko noč pomeni, da je v nas tudi nekaj tega ognja, tega žara, te predanosti. Hvala ti, Gospod, da si je poklical. Ničesar me ne bo ločilo od te ljubezni Božje, ki si mi je rodila v tebi, v tvojem evangeliju in v tvojci. Ja, dragi Gospod. In to so razlogi našega veselja in naših najboljših želja, ki jih izkažemo drugemu, tudi jaz v tem slovesnem velikonočnem bogoslužju, ko naj dosežem moje velikonočno voščilo vse duhovnike, redovnice, najprej nas, ki smo tukaj zbrani v stolnici, vajo spoštovanja sovrata v duhovniški službi, smo tu bar generalni vikar, stolni župnik, vsi drugi sodelavci, liturgični sodelavci, proletarja in tudi vi, dragi sodelavke in sodelavci na bodu, pevski zbor, namreč mogoče je zamisliti si slovesno bogoslužje brez vašega zbornega sodelovanja. Mislim zlasti na likovanje bogoslužja v Sredo, zlasti v velikem tednu, počenši od Svete nedelje, pa božki zbor pri krizmeni maši, pa zvečer stolni zbor pri naši Gospod večerje, na apostolski zbor, pa na veliki petek, pa sinoči na veliko soboto in danes vedno znova radost in veselje Kristusovega vstajenja. Prav tako zahvala seveda vam, instrumentalistim, za velikonočno igro in pesem. In to je tudi tisto, kar nas samo dviga, ampak tudi res bogati in navdihuje za našo vsakdanjo bojo za Kristusom. V zdravje boščino velja vsem
sodelavkam in sodelavcem v župnijah, mislimo to na različne svete, kot je Biski postalni svet, kot so ključani, kot so sodelavke in sodelavci Caritas, to je tretje veje življenja in delovanja cerkve, ki je tako pomembna, da bi bilo med nami vse manj tistih malih, ubogih, zapuščenih in trpečih, za katere poskušamo skrbeti skupaj z vsemi dobrodelnimi ustanovami in organizacijami. Pozdrav in zahvala velja vsem mladim. Posebej letos, ko je velikonočno praznovanje, obogateno s pripravo nas na mnogo mladih in letos dobro v Rimu. Kaj bodo tam delali? Razmišljali bodo skupaj z školi, kako odgovoriti, prisluhniti in odgovoriti na Božji klic in ga razločevati, kajti vsakega človeka Gospod kliče na različna pot. Posebej sta dve poti pomembni, ali v zakonu ali v družini in v Bogu posvečenem življenju, v duhovniškem poklicu. Bog daj, da bi mladi res poslušali in tudi zvestno sledili Božjem poklicu. Potem ne bomo zadregi ne za dobre družine in ne za duhovne poklice, čeprav še vedno ostane tisto, kar Jezus pravi. Prosite in boste prijeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Velikonočno praznovanje veselje delimo z brati evangeličani, Slovenske evangeličanske cerkve in z brati pravoslavnimi, ki obhajajo veliko noč, danes teden, prav isto skrivnost in se skupaj z njimi tudi veselimo tega dogajanja. Praznični okvir Bog malo menil, problemi ostanejo, seveda. Toda, kar pa je najvažnejše tako, da smo mi drugačni, da smo mi ob tem praznovanju in srečanju s Kristusom križanim, od mrtvim starim Gospodom drugačni, bolj pripravljeni soočiti se s temi nalogami, bolj pripravljeni vzeti nase, pravi Jezus, vsak svoj križ, pa se križ drug drugega in tako skloniti v ustavo Gospodu. In to je tisto velikonočno znanilo. In to je to velikonočno veselje in upanje, ki vam ga res želim iz vsega srca. Da bodo res letošnji velikonočni prazniki to, kar si želimo, veseli, srečni in blagoslovljeni.